del gasilskih pozdravi, v 7 tremih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se vozno blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi, vsak požar in se vozno blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Gasilka Polona se je pravkar preselila v svojo novo hišo. Veliko bo treba še postoriti, predvsem pa bo treba urediti vrt. Nemogoče bo uničiti ta plevel še ta teden. Vstopi, dekle moje. V Petelinjo vas, Egon, pa kar dobro stopi naprej. O, si pozna, kaj? Danes bi rada prišla bolj zgodaj, saj je samo prvi dan dopusta. O, gasilska postaja bo kot avtobus brez voznika. Kdo ga bo nadomeščal? Jaz ga bom nadomeščala. Ja, res. Kako pa kaj vrt Polona? Veš kaj, v Lopi imam nekaj prav lepih rožic. Tvoj vrt bo res lep. Na televiziji je dan današnji tako veliko neumnih oddaj. Veš, jaz najraje gledam dokumentarni program. Si včeraj zvečer gledala Luknjasti kras? O tem, kako se hiše ugrezajo, to seveda ja že vem. Vedno sem vedela, da je naša vas zgrajena na zemlji, ki je vsa preluknjana, kot da bi bile spodaj katakombe. Kaj? Da imamo mi spodaj katakombe? O, ne, ti neumnica, samo tako se reče. Hočem samo povedati, da zemlja pod nami ni niti pol tako trdna, kot se nam zdi. Vsak trenutek te lahko požre. Vsak trenutek, si razumela? Gasilec samo ni vajen počitnic, zato se kar precej dolgočasi. Si gremo igrati odbojko? Super, pridi stric samo. Ne ljubi se mi. Kaj, če bi se šli ragbi? Se ti ne zdi, da je to malo pregrobo? No, oprostite, ampak resnično se mi ne ljubi, no. Skrivati se tudi ne bi šel, Mislim, da bom raje poklical gasilce. Da vidim, če gre vse v redu, veš, da ne bi bilo kaj narobe. Tale zajtrk je naravno odličen, gasilka Polona. Lahko vam ga pripravim vsak dan, dokler bom tu, načelnik. Odlično. Zajtrk kot v letih pred našim Elvisom. Dobro jutro, Elvis. Gasilska postaja Petelinja vas. Pozdravljen samo. Se že sončiš v Portorožu? No, ne ravno. V govorilnici pred Idino trgovino sem, pa me je zanimalo, kako vam kaj gre. Tukaj smo vsi v redu. Na tvojem vrtu je vse v redu, kaj ne? No, potrebuješ kakšno pomoč, morda? No, če si že tako želiš kaj narediti, mi ga lahko opleješ. Ni problema. Kot bi trenil, bom tam. Tega počivanja imam vrh glave, ne morem več. Ja, takle vrt se da kar hitro spraviti v red, tudi če je zaraščen kot džungla. No, pa tudi vroče je kot v džungli. No, danes niso napovedali nevihte. No, nihče ni rekel, da bo kaj takega. Kolikor rošč naša Polonca ima na svojem vrtecu, vrtnice in tulpike in kak grmček ali dva in še... Gospod Oprosti.
Zakaj pa potrebujete tako veliko rož, gospod Špacapan? Ja, ljubčka moja, ko bo samo vrt oplev, na njem ne bo več ničesar, zato moramo dekletu posaditi par rožic, da bo imela kaj gledati. Oj. Ja. 300 brizgaln kosmatih, kaj se dogaja? Oj. Ja, takole, ljubčka moja, zdaj se s tem vrtom ne bo mogel kosati več niti botanični vrt. Odpreti ga bo morala za javnost. Ljudje bodo morali čakati pred vrati. Gospod Špacapan. Za božjo voljo. Samo. No, ne skrbita. Pojdita ven in me počakajta v Egonovem avtobusu. Prav, stric Samo. Lahko te povlečem ven samo. Ne, Egon. Tla niso varna. Tole je delo za gasilce, pojdi v hišo. Jih pokliči, prosim. Kaj, ja, že grem samo. Pohiti, Egon. Kdo nas spet kliče? Hudimana, gasilec samo je v težavah. Kar hitro. Vsi prisotni in prisebni načelnik. Prav, božje. Gremo, gasilci. Saj se ne moreš kar ugrezniti v zemljo, a ne? Ne govori tako. Ja, že grejo. Hitro na delo. Gasilec Elvis pripravi rešilno vrv. Pohiti, Polona. Kaj se je zgodilo z mojim vrtom? Samo! Moramo ga rešiti. Izvlecimo ga ven. Tako je, Polona. Pripravimo se salno cev in vrvi. Žal mi je za tole, načelnik. Tako, samo. Ujemi vrv. Dobro. Imam jo. Dobro. Cev je pripravljena, načelnik. Delajte, ker se da hitro, ni časa za razgledovanje. Vsak trenutek se lahko spet udre. Hitro, no poteknimo ga ven. Pazi, Polona! Izdeciva ga, vleci, no, počasi. Samo. Samo. Kje pa sem? Nazaj na trdnih tleh, lahko z veseljem povem. Zdaj si na varnem. Čestitam, gasilka Polona. Odlično opravljeno delo. Hvala, Polona. Si vesela, da greš domov, dekle moje, Ja, kaj? ne. Inšpektor je rekel, da je hiša zdaj varna. Luknjo so napolnili. Vrt pa je najbrž grozen. Grem lahko s tabo, da malce pogledam. Ti lahko kaj pomagam. Ja, morda pa res. Tako je. Tako je čudovit. No, kako? Svetujem ti, da pojdeš v Piran. Jaz pa ostanem tukaj le na Petelini plaži. Dobrodošla. Zasliši zvok siren, šine kakor spod voden. Že v gasilski pozdrvi, v 7 tremih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar se bo zmudešči.
vsak dan topet skrito ni, samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi vsak požar in se bo